Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o zgodnjem otroštvu. Vsi smo ga imeli, ga ni človeka, ki ni imel zgodnega otroštva, in ga ni človeka, ki ni spotoma pobral kakšno rano. Ker dejstvo je, vsak od nas pač se nekaj uči v življenju, noben od nas ni slučaj, vsak od nas je pravilen in v kar jaz sama verjamem, je sigurno to, da si duša izbere svoje starše in da si duša izbere priložnosti za osebno rast. No, mogoče za vse tiste, lete se prav za mano so tele knjige Potovanje duš, Posoda duš. Če ne razumete, kaj se vam dogaja v vašem življenju, začnite brati knjige. Pač knjige so terapija, da vam naredi tisti aha moment, tisto, zdaj pa razumem, a zato se mi to dogaja. In sploh recimo, če gledamo te knjige Potovanje duš, Posoda duš, vam bo postalo jasno, zakaj ste se mogli roditi v določeno družino, kaj predelujete. Jaz verjamem seveda v večjo sliko, širšo sliko in verjamemo to, da kot duše, ki smo na potovanju, ki smo se vsi že večkrat rodili, dejansko ozaveščamo in predelujemo določene lekcije oziroma zataknjeno energijo iz preteklih življenj. No, zdaj pa pojdimo na energijo prvih ljudi v našem življenju, starša, oče in mama. Oče definira korensko čakro, kdo jaz sem. In sploh, če ste prvi otrok v družini pobere očetovo linijo. Se pravi, po očetovi liniji predeluje določene stvari, mogoče ima neko karmično lekcijo z očetom, mogoče se uči postaviti v svojo moč, mogoče naredi nekaj, kar oče nikdar ni naredil. Sploh pa, če ste dekle in ste prva v družini, se mogoče učite, ne moram reči, da je isto, ampak lahko je odpuščanje do očeta, lahko je to, da se vi postavite bolj ljubečo energijo. Pač prvi otrok v družini gre po očetovi liniji. Drugi otrok v družini gre po mamini liniji in je pač povezan z energijo ženskih prednic, po mamini in po očetovi strani predeluje žensko energijo. In tretji otrok v družini je povezan z obema družinama, se pravi korenine družinskega debla. Tretji otrok sije za družino. Zdaj, nimam pojma, kaj je četrti, peti, šesti, sedmi, osmi pa deveti otrok. Rečemo, da se ponovi. Čakajte, ponovi se. Se pravi, četrti otrok je spet očetov, peti otrok je mamina energija, šesti otrok je po družinskem deblu. V glavnem, več ko je otrok, bolj se te energije razporedijo, a ne? Zdaj, če samo en otrok pokasira vse en otrok za oba dva, ne samo za eno po očetovi strani. Zdaj pa poglejmo, kaj se zgodi. Nekdo, ki odrašča ob očetu, ki ni zmogel izkazovati ljubezni, ima zelo slabo samopodobo in bo vse v življenju naredil, da na nek način zasije in po možnosti se skrije za masko. Glejte, to je knjiga, ko imajo moški hormoni žur, in tukaj noter govorimo o tem, da ranjeni moški se skriva za maskami. In tukaj noter sem dala tudi programe, ki so povezani s tem, da, čakajte, kje sem jih tle odprl, vam preberem. Potekajo zaključni prizori nadaljevank naših življenj. Dolga je noč za tistega, ki je buden. Dolg je kilometer za tistega, ki je utrujen. Dolgo je življenje neumnemu, ki ne pozna pravega zakona, pravi Buda. Ker resnica terja velik trud, odkrivanje in tveganje. Od nas zahteva, da sami stopamo po poti, po kateri pred nami ni hodil še nihče, pravi Ošo. In na koncu dneva ugotovimo, da lahko prenesemo mnogo več, kot se zavedamo, pravi Frida Kahlo, to je pa tista znana brazilska, pa nam reka, da je 100% brazilska umetnica, ki ima skupaj obrvi
Zelo dobra, pač enkrat sem gledala njen življenjepis, neverjetna zgodba, ženske, ki je pa skozi umetnost izražala svoja čustva. No, kakorkoli. V vsakem primeru, glejte, odraščali smo vsi ob ranjenih starših. In ranjeni starši so pač dali nam to, kar so lahko dali. Se pravi, nekdo, ki ni imel samozavesti, ne more naučiti tebe kot otroka, kako biti samozavesten. Nekdo, ki ni imel vsem ljubezni ali pa je bil zlorabljen, ne more dati ljubezni zaradi tega, ker jo nima v sebi. Pač, zato je tako pomembno, da vsak od nas pozdravi rane svojega otroštva, ker če imamo mi majhne otroke ali pa če imajo, slej ko prej bojo naši otroci imeli otroke, te kode, ta čustva se prenašajo po družinskem deblu naprej. Se pravi, nekdo mora biti tist, ki gre počistiti rane svoje družine. Veste, zdaj kar tako slišim, zakaj ravno jaz? Zakaj se ravno meni dogaja tako slabega? Duša se odloči. Duša pride v to življenje s posebnimi darovi, s posebnim poslanstvom, to sabo prinesemo. In tisto, kar moramo zavestiti, je sigurno povezan s tem, kako za začetek vzljubiti sebe. Sploh tukaj imamo ženske toliko dela. Zdaj pa, kako vzljubiti sebe? Vsi se staramo, to je dejstvo. In potem je bolj enostavno pogledati, imam novo gubo, novo kremo, rabim novo kremo. Da ne govorim o tem, rabim botoks. Pač, glejte, jaz nisem bila še v življenju pri kozmetičarki, ki bi se dotikala mojega obraza. Pač pust moj obraz primer. Ker verjamemo to, da naša notranja ljubezen se izraža pač še najbolj na obrazu. Obraz ima ne me držati za besedo, koliko mišic, ampak mislim, da čez 60 mišic. In vsaka mišica, sploh tista, ki je zakrčena, nosi v sebi zapis nečesa. In zadnjič v zadnjem videu sem že govorila o tem, kako te drobne gube na licih povzročajo oziroma sporočajo rane zgodnjega otroštva. Pač ne pomaga ti nobena krema proti gubam, začni ozaveščati rane. Preverite z mišičnim testom. Jezna sem na mamo, ker me je psihično zlorabljala. Berem na strani 194. Vse ženske razočarajo moške. In recimo, ni rečen, da ste vi ženska duša. Lahko ste bili v mnogih življenjih moški in imate vi program, vse ženske me razočarajo. In zdaj, kakšne sodelavke imate? Prasice. Take, ki vas razočarajo. Take, ki vas izkoristijo. Vse ženske so zabite. Ženske so kure, recimo, in tak program. Tudi ti, ki si ženska, lahko razmišljaš na ta način. Sploh pa, če je tak program imel tvoj oče do žensk, ta slabšalni odnos do žensk, pa da je babe, kure, pa tako naprej. Druga stvar je pa pomembno, da dajmo pogledati naprej. Recimo, mišični test, bojim se resnice, bojim se lastnih čustev, sebi ne smem zaupati. Pa potem, če pogledamo naprej, ljubezen zame pomeni smrt. Strah me je občutiti ljubezen. Recimo, to je program lahko moškega, ki je odraščal ob čustveno mrtvi mami. Se pravi, mama, ki je potlačila čustva, stisnjena usta, stisnjena zobe. In lejte, še vedno se dogaja, pač stranke mi povejo, ko vprašam, kako je v spolnosti, da rečejo, stisnem zobe pa počakam, da mine. Halo, ženske, svojega telesa ne moreš dati na uporabo takrat, ko tebi ni do spolnosti. Pač ne moreš. Ne gre, a pa slabe vole. Čakaj, začni delati na ljubezni do sebe, začni delati na tem, da vzljubiš svoje telo in tudi svojo spolnost, ker vsi smo spolna bitja, in potem pač, da se lahko sprostiš v spolnosti. Ne pa
stisnem zobe pa počakam, da mine. To ni, pač to je zloraba svojega telesa. Če si to delaš, je to zloraba tvojega telesa. Ne vem, če pogledam naprej na strani 220 v knjigi, ko imajo moški hormoni žur. Program Ne zaslužim si sreče. To je lahko program vaše mame. Ne? Moram potrpeti, življenje je trpljenje, zakon je samo trpljenje, zakon je križ namazan z medom, ko ga poližeš, ostane samo še križ. Potem naprej, strah me je biti ljubljena. Če pokažem šibkost, sem nič vredna. Potem naprej. Tekmovanje, recimo, če ste odraščali ob oblastni mami, preverite, če imate program ali pa sploh to, da imate občutek, da vaša mama tekmuje z vami, ali pa da vaša mama ne prenese vaše lepote, vaše nadarjenosti. Ker glejte, vsi predelujemo kakšne zadeve in sploh tam, ko so starši zelo, zelo ranjeni, že v rani mladosti ranijo svoje otroke. Pač ne dobijo otroci te nujno potrebne pozornosti, ki jo potrebujejo. Otroci ne občutijo, da so ljubljeni. Otroci so včasih kaznovani zato, ker so živahni in enostavno naložijo program, lahko postanejo jezni, agresivni in to se že potem v vrtcu odraža. Zdaj vam pa povem še eno zgodbo. Zadnjič sem govorila z eno gospo, ki dela v vrtcu, in je rekla, da imajo pač en primer enega fantka, ki dejansko je nemogoč in ne vejo, kaj naj z njemu naredijo in so staršem predlagali, da grejo pač k otroškemu psihiatru. In starši trdijo, da doma nič ni narobe, da je vse v redu in nekaj je močno narobe, ker je otrok agresiven. Vam povem, da je sigurno nekaj narobe doma, ker vedno otrok je kopija, otrok samo srka. No, in zadnjič govorim z enim očetom in slišala, da je njegov otrok pač nekje v bližini in se pogovarjava o pač o enih zadevah, prišla sva na politiko, ker se veste, jaz pa politika sva tako, pač ene zadeve in se je užgal in je rekel, da so same barabe tam, da on bi vse postrelil. Se nekaj ne govori tako, ker te otrok sliši. In on reče, otrok se igra, me ne sliši. Ne, on te srka, on te kopira, on te... Otrok do 5. leta starosti je v alfa stanju. V alfa stanju, to je hipnotično stanje, otrok samo srka nase. Ne vem, če želite več vedeti o tem, preberite kakšno knjigo Brucea Liptona. Placebo ste vi. Čakajte, da vidim, imam tle frekvenca, ko telo reče ne. Pač to so tako dobre knjige, ki pišejo o tem, da razumete, kako v bistvu že od malega srkamo vse besede, kar rečejo starši. Mi ne postajamo to, kar nam starši govorijo, da bomo postali, a ne, sploh otrok, ampak otrok postaja to, kar smo mi starši. Kopija, naša kopija, naš klon. In no, pa smo se pa s to gospo pogovarjali naprej in je rekla, veš, se je dobro, da so te šole za starše. Se rekla, veš, te šole za starše nič ne pomenijo. Zato, ker starši bodo mogli začeti gledati, kaj so oni doživljali v zgodnjem otroštvu, ker to kopirajo naprej na svoje otroke. Pač vsi starši, vsi vzgojitelji, mi vzgajamo ne to, kar smo prebrali, da bi bilo dobro, ampak vzgajamo to, kar mi smo. Se pravi, jaz lahko dam naprej, če sem dobra, bom dala dobroto. Če sem ranjena, bom dala rane. Če sem zafrustrirana, bom dala frustracijo. Vsak daje naprej točno to, kar je v sebi. Gremo zdaj še malo pogledati karte. V glavnem, ta video snemam zaradi tega, ker sem prepričana, ker želim spodbuditi vsakega od vas. Začnite delati na osebni rasti. Začnite delati zdravilno molitev dekodiranja. Je brezplačna na internetu, jo lahko uporabljate.
vam bom dala od spodaj povezavo. Do meditacij za 35 evrov na mesec imate več kot 60 meditacij za odpuščanje, za čiščenje družinskega debla, za povečevanje osebne moči, za več samozavesti, za solarni pleksus, za korensko čakro. Pač vsakič v okviru svojih programov, in zdaj sredi maja bom začela z novim spletnim programom, ko delam meditacije v okviru teh mojih spletnih programov, to meditacijo objavim noter v tem portalu. In jih lahko uporabljaš, kolikor želiš, za sebe, za tvoj osebni napredek. Zdaj me pa gledajo, jaz imam tudi celo škatlo sporočil, angelskih kart, in danes bomo pogledali ljubezenska sporočila, ljubezenski angeli. Za tebe, ki gledaš tole sporočilo, oziroma tole video, kaj je ta trenutek, kaj ti angeli, tvoji vodniki, stvarstvo sporoča, kaj je prav, da ozavestiš, veš, poroka je prišla ven. Dovolite prijateljem, da vam pomagajo, in zelo kmalu prihaja v tvoje življenje nekaj zelo, zelo ljubečega. Bodite pozorni na rdeče zastave v vašem življenju. Znamenja vas v neki zadevi svarijo, kam greste. Ampak to, kar pa prihaja v vaše življenje, je pa povezano s tem, da se jasno odločite, kaj želite, in to boste tudi dobili. In po drugi strani naprej vas pa vabi. Po drugi strani vas pa vaša duša vabi v neko zavezo, in tukaj je poroka, partnerstvo, neka novo potovanje. Dajmo pogledati naprej. Naslednje karte, danes bom večkrat druge karte uporabljala. Če se je razvedrila v tvojem življenju več lahkotne energije in opazuj svoje misli, ker prav tvoje misli ti sporočajo, kaj je ta trenutek tako pomembno za tebe. In zdaj samo čutim, pejt v gozdno kopel, poslušaj vse to žuborenje, žvrgolenje ptičkov, poslušaj to simfonijo narave, ki je zdaj okrog tebe in se napolni z novo energijo, dobesedno z ljubečo energijo od znotraj. In zavedaj se, da si popolnoma varna, zaščitena, vodena, in da so angeli tu in da ti pomagajo. No, zdaj pa gremo na pogovore z angeli. Angeli ti ta trenutek želijo nekaj sporočiti. Kaj je tisto, kar ti sporočajo tvoji angeli? Da vidimo, pogovori z angeli. Jaz imam rada karte zaradi tega, ker se mi lažje se povezati s svojo intuicijo, lažje slišim glasove, zdaj boste rekli, ja, kdor sliši glasove po uradni medicini, je dejansko bolana, ne? Ampak lažje slišim svojo intuicijo. No, da vidimo. Nova jasnovidna in duhovna izkušnja, jasnovidna in duhovna izkustva spreminjajo vaš pogled na svet in nase. Dovolite, da se odprejo vaši duhovni darovi in zaščiteni ste pred vsem slabim. Ne glede na to, kdo je okrog vas, kdo vam pošilja slabo energijo, kdo vas ne podpira, popolnoma ste varni in zaščiteni. Predstavljajte si sebe, da ste tako kot v jajčku, kokonu, svetleče Božje svetlobe, in sploh, če imate vaše okolje okrog vas močno okuženo z negativno energijo, si predstavljajte, da se vse enostavno odbije od tega vašega bleščečega kokona okrog vas, pač to bleščeče jajce, in enostavno se ta energija vas ne dotakne. Lahko enostavno pošljete energijo tja, odkoder je prišla, pač tega ne potrebujete, brez da bi jo začinali svojo jezo. To je pa zelo pomembno. Se pravi, jaz samo to zavračam, je zelo dobra beseda, zavračam. Se pravi, ne dodajam nič, ampak zavračam. In je to. Moj svet je miren, moj svet je bleščeč, moj svet je zaščiten, in če so ljudje okrog mene okuženi s temo, to energijo zavračam.
Uporabljajte sveti les, kadila, uporabljajte svečke, pržgite z namenom svečko, naj se poveča vaša duhovna moč od znotraj, vaša energija ljubezni. In naslednje sporočilo je, pri korakih naprej bodite bolj previdni, ne id z glavo skozi zid in prosite nadangela Gabriela, ker ima za vas pomembno sporočilo, pred vami je pomembno življenjsko poslanstvo, ki vključuje komunikacijo in umetnost. Prosim, da dovolite, da vas negotovost ne zadržuje, pomaga vam bom. Pač večkrat se obračajte na angele, na pomoč od zgoraj, ker vam bo v življenju veliko bolj enostavno. In še enkrat nadangel Gabriel. No, zdaj pa gremo še na sporočila prehodu v novo dobo. Se pravi, za tole dušico, ki tole posluša, katera afirmacija, katero sporočilo je pomembno, da ozavesti, da je velika, svetla, neponovljiva duša, ki ima posebno sporočilo ali posebno poslanstvo tukaj v svetu. Joj, glejte to! Imaš božansko podporo. Podpirajo te vse svetle sile, ker ti, ki tole poslušaš, si ljubljeni otrok stvarstva. In čas je, da se tvoja srčna čakra razširi. Se pravi, glej skozi ljubezen. Ti si ljubezen, dovoli si videti ljubezen. Ljubezen lahko vidiš povsod, pa nimam knjigice zdaj tukaj in tudi tukaj jo nimam. Se pravi, srčna čakra je povezana z ljubeznijo do vsega. Glejte, začne se pa pri sebi. Da sprejmeš svoje telo, da sprejmeš vozilo svoje duše, da sebe lahko objameš in da zjutraj, ko smo že vsi položani, da sebe pogledaš v ogledalo pa rečeš, ej, dobro jutro, bejba. No, te počaka nov dan, čudovit dan. V ta moj jutranji ritual pozitivne energije spadajo sporočila prehodu na novo dobo, svečka in telovadba. Ampak zakaj začnem zjutraj s telovadbo? Zaradi tega, ker verjamem, da če zjutraj sebe postavim na prvo mesto, je to odraz ljubezni do sebe. In če sem vam tako rada, da se zjutraj pretegnem, tako kot moje mačke pa kužki, pač jaz to rabim, moje telo to rabi. In ja, človek reče, se mi ne da, pa sem lesena, pa težka, pa tako naprej. Ne, sprav se na tla, nared nekaj vaj in boste videli, kaj se bo zgodilo. Vaša notranja energija se bo naenkrat spremenila, zato ker se imate radi. In zaupajte, zaupaj vase in v življenje, ker podpirajo te vsa svetla bitja. Gremo še na kakšno. Ljubijo te vsa vilinska bitja. Bitja svetlobe te ljubijo. Pač tanko božansko podporo imaš, vse je v redu, vse je povezano z ljubeznijo. Prva je ljubezen do sebe, naslednji je nadangel Ariel, ki je povezan z žensko energijo. Ta nadangel Ariel je vedno upodobljena z levom in večkrat je upodobljena z zlatim rogom, iz katerega siplje obilje. In je vodnica in ko ne veš, kako se odločiti, enostavno rečeš, nadangel Ariel, prosim, pokaži mi pot, kaj je zame ta trenutek pomembno. In potem bodi pozorna na sporočila, mogoče na pesem, mogoče na nekdo nekaj reče v trgovini. Bodi pozorna na vse te zadeve, kar pride v tvojo zavest. No, zdaj pa pogledamo naprej. Kaj se ti pa odpira za naprej? Stvarstvo, za tole dušico, ki še vedno posluša tale video, kaj je za njo pomembno za naslednje 3 mesece. V naslednjih 3 mesecih, kaj je tisto, kar je prav, da ozavesti, kam jo vodiš, kam jo vodijo njeni vodniki, kaj je prav, da ve, ozavesti, da spozna. 3 karte. Igrivost, igrivost, igrivost. Tvoje življenje povabi igrivost. Veste tisto, skoko morje
in zavriskaš, ali pa greš v hribe in zavriskaš, ali pa greš plesat in se imaš fajn in poješ in greš se za to življenjsko energijo, ker pomislite, zdaj ko ptice letajo okrog in žvrgolijo, a ne, pač pomislite, koliko radostne energije je v zraku, prav ta igrivost, koliko neke nove energije v zraku in niso tako, ptički ne sedijo tale gor pa ne jamrajo, koliko je danes težek dan, pa vreme je tako, pa aprilsko vreme je pa, a veste, pač nova energija. Tvoja zavest se absolutno širi na višjo raven in nehaj se primerjati z ljudmi okrog sebe, kar si čisti unikat. V tvojem življenju se dogaja nekaj, kar je povezano s čistim zorenjem. Se pravi, neke stvari bodo same odpadle in poglej te dve karti. Tukaj je po eni strani je skopuh, ki se oklepa in ta karta je pa zorenje, ko sadež pade. Se pravi, sadež, ko je zrel, se ne more več oklepati veje. Nekaj se dogaja, nek premik v tvojem življenju in dajva pogledati zdaj še naprej. Kam greš? Kam gre tale dušica? Kaj je tisto, kar je prav, da ozavesti? Kam gre tale dušica? Neka nova ideja prihaja. Jasno izražanje tega, kar ti si. Zaključuje se ti obdobje puščavnika, verjetno si bila zdaj dolg časa v neki tišini ali pa mora biti odmaknjena ali pa si se skrivala. To, kar predeluješ, je očitno povezano z neko karmično zadevo, lahko tudi z duhovniki, z cerkvijo, z neko potlačitvijo in spet nova ideja. Nova ideja, nova moč, novo. Pač tako, gremo naprej. Zanimivo, to že prihaja v tvoje življenje, kar je pomembno zate. Zaključuje se neko obdobje, ki je bilo težko in pred tabo je veliko bolj svetlo obdobje, tako da v 3 mesecih boš že vedela, kam greš, kako greš, stvar se ti bo točno pokazalo, kaj je tisto, kar je ta trenutek zate pomembno. In zdaj želim še stvarstvo vprašati, kakšna je trenutna energija tele dušice, trenutna, kaj je prav, kakšna energija je, učiš se zmernosti, učiš se tega, da znaš vprašati tudi za pomoč, takrat, ko jo potrebuješ, in učiš se tega, da zaupaš, da je vsega dovolj, da zaupaš v stvarstvo, da se ne oklepaš stvari, da zaupaš, da je dovolj sredstev. Tukaj na karti je ogenj, voda, zrak, zemlja, se pravi, da je dovolj vseh sredstev, da ne živiš v vesolju pomanjkanja, ampak da živiš v vesolju obilja in da dejansko, ko je pravi čas, tudi drevo zeleni. Ko je pravi čas, se lastovke vrnejo, ko je pravi čas, mladički se izvalijo. Glejte, še kokoška, ker ne moramo reči, da je to višek razvite živali z neko pametjo, ve, da mora sedeti na jajcih 21 dni. Se pravi, uči se zaupanja, da ti bo stvarstvo dalo dovolj sredstev in zdaj tisto, s čimer si ti povezana, je sigurno z podzavestjo ali te to ovira. Prišla je karta visoka svečenica, ki je povezana z žensko energijo, z zaupanjem, s preporodom, mogoče z misticizmom ali pa s tem, kar je tvoja duhovna narava, tako da očitno imaš nek dar, s čimer boš lahko ljudem pomagala in potem se boš vrgla v delo in čakate same dobre stvari. Same dobre stvari. V glavnem, najbolj pomembno je, najhujše je zdaj za teboj. To je najbolj pomembno. Glejte, tukaj imam pa še ene, da vidimo še tele. To je pa, kjera angelski tarot. No, da vidimo,
kaj ti še sporočajo angeli, kaj je ta trenutek zate res, res pomembno. Tele dve sta se obrnile in tele sta tista sporočila, ki sta pomembne. Preveč resnomno ali preveč preudarno ravnate z denarjem. Dobre poslovne odločitve, dajanje manj srečnim. Se pravi, čas je, da začneš deliti, čas je, da se nehaš oklepati, da mogoče majčkeno izklopiš preudarnost in bolj slediš intuiciji. Da si tako kot, veste, veja, ki se prilagodi vetru, kamor zapiha, da občutiš, kam te vleče, in dobila si moč, velika notranja moč. Opustite ostarele sodbe, oproščanje in sočutje, povezana je pa z nadangelom Arielom. Nadangel Ariel, sem pa že prej rekla, da je nadangel, ki nosi nove vizije, ki povečuje moč, ki spodbuja to žensko energijo. In nadangel Mihael, svet, dobro upravljeno delo, veselje, zadovoljstvo in hvaležnost, pot k razsvetljenju. Se pravi, imate dva tako mogočna angela ob sebi. Glejte, nadangel Gabriel je prej prišel ven. Nadangel Gabriel je povezan z energijo Matere Božje. Nadangel Gabriel je nadangel, ki je Mariji prinesel veselo oznanilo. Se pravi, je to nadangel, ki nosi vesela sporočila, ki nosi sporočila za naprej. Potem je nadangel Mihael. Nadangel Mihael je nadangel, ki odstranjuje vse ovire, ki ga lahko pokličemo takrat, ko imamo tehnične težave z računalnikom, z avtomobilom, z čimerkoli, ko se pojavijo tehnične težave, da nam pomaga. Po drugi strani pa nadangel Mihael reže eterične vezi. Se pravi, vsa nezdrave navezanosti, vse tisto, kar je nezdravo, nadangel Mihael, tako ljubeč angel, tako poln sočutja in spodbude, in v bistvu takrat, ko rabimo, nas enostavno zavije v moder plašč svetlobe in nas naredi nevidne za temne energije. Dobesedno nas zaščiti pred vsem slabim. No in potem imamo tukaj še nadangela Ariela, ki pa v bistvu angel nove vizije, ki nosi sporočila, kaj za narediti, idejo, ko te nekam potegne, ko te nekaj pokliče. V glavnem, tako podporo, tako spodbudo imaš v svojem življenju, ti, ki tole poslušaš, zaupaj, da se bo vse v redu uredil. Ene stvari so dozorele, očitno te tvoja duša vodi po tvoji poti naprej. In ne se bati, če se določene bolečine začnejo čistiti preko fizičnega telesa, sploh hrane zgodnjega otroštva, nič ni narobe, ker to pomeni, da si v procesu zdravljenja, ampak kar pogumno v 3 mesecih si že na konju. Tako da, to je to. Tako da, kaj ne rečem, hvala, ker spremljaš moj kanal. Vesela sem, da širim pozitivno energijo med ljudmi. In v glavnem, ko bom imela naslednji navdih, posnamem naslednji video, čas pa imejte se radi, ker to je res osnova vsakega odnosa. Ljubezen do sebe se začne, ali pa ljubezen lahko dajemo, ko čutimo ljubezen do sebe, in več, ko jo imamo, več jo lahko damo. Tako da vse dobro, uživajte in naj se vam zgodi v vašem življenju Božji blagoslov.